Razgledi in razmisleki. Lego kocke nagovarjajo vse generacije in v muzej vabijo širše občinstvo, pravi princ Dimitrij von Turn-Taxis, upravitelj Devinskega gradu, ki stoji na strmi pečini nad Tržaškim zalivom. Že več kot 400 let ga ima v lasti ena najstarejših evropskih plemiških rodbin. Je prava turistična atrakcija, v njem pa so zdaj postavili še osupljive skulpture iz Lego kock, ki upodabljajo njegovo zgodovino. Zasnovali so jih v francoskem studiu Epicure, kjer so iz Lego kock rekonstruirali že več gradov v Franciji. Gospod princ Dimitrij von Turn-Taxis, na najin pogovor so naju odpeljali v sobano Devinskega gradu, kjer se je nekoč zgodilo nekaj pomembnega za jezikovni most med Italijo in Slovenijo. Well, actually, yes. We are in the scriptorium of the castle. Tako je. Smo v grajskem skriptoriju, kjer je Alasija da Somaripa, rimskokatoliški duhovnik, zgodovinar in filolog, tudi učitelj med Slovenci, leta 1607 napisal prvi italijansko-slovenski slovar. To je storil z namenom, da bi se naroda lažje medsebojno razumela. In to je seveda vedno dobro, da se sporazumevamo in da razumemo drug drugega. Preden se posvetimo tem zanimivim skulpturam iz Lego kock, ki orisujejo zgodovino Devinskega gradu, dajva vse skupaj umestiti v zgodovinski kontekst. Ko prebiramo o vaši zelo razvejani plemiški družini, najprej izvemo, da je imela zelo pomembno vlogo pri širjenju poštnega sistema v Evropi. Yes, well, you have the Tasso family, Taxis family, who come from Bergamo, or close to Bergamo, not far from Milan. Da, torej govorimo o članih družine Tasso oziroma Taxis, ki izvira iz okolice Bergama, nedaleč od Milana. Že zgodaj so upravljali poštno službo, sicer niso imeli izključnih pravic, vendar so med drugim delali tudi za Beneško republiko. S poroko oziroma zavezništvom z družino Della Torre, ki je imela v tistem času oblast v Milanu, so si odprli pot do Habsburškega cesarstva. Okoli leta 1516 so od Habsburžanov prejeli monopol nad poštno službo, ki jim ga je podelil cesar Karel V. Ta sistem so nato upravljali približno 350 let in imeli v pogonu približno 20.000 konj po vsej Evropi. Sistem sicer ni bil preprost, sama ideja pa zelo. Na vsakih od 15 do 20 km so zamenjali konja in jezdeca, kar je omogočilo bistveno hitrejši prenos pošte. Tako je na primer pismo iz Bruslja v Pariz ob lepem vremenu prispelo v približno 2 dneh in pol. Danes je pogosto počasnejše. Ko pa se je pojavila parna železnica, je bila njihova poštna služba razlaščena. And that's it. Devinski grad, zgrajen konec 14. stoletja, je več stoletij v lasti vaše plemiške družine Turn-Taxis. Še vedno ostajate močno povezani z njim in ga upravljate. So the Duino castle was built to replace the old castle which is in front, and the management of this was given to the Wolsey family, which was a family. Grad je bil postavljen kot nadomestilo za starejšega, ki stoji spredaj in ga danes vidimo v ruševinah. Gradila in upravljala ga je plemiška družina Walsey, ki je izvirala z območja današnje Zgornje Avstrije. Pozneje je prešel v last cesarja Friderika III. In Habsburžani so razširili upravno območje, kjer so delovali cesarski upravitelji, med njimi tudi Johann Hofer, ki je bil cesarjev spremljevalec v bitki. Za njim je vlogo prevzel njegov sin Matthias Hofer, zadnji upravitelj, ki je umrl leta 1587. Tik pred njegovo smrtjo se je Raimondo Della Torre poročil z njegovo hčerjo, s čimer je družina prevzela upravljanje posesti.
Po njeni smrti se je poročil še z njeno sestro in tako je družina trdno prišla do gradu. Leta 1669 je cesar Leopold I. podpisal prenos lastništva na našo družino, ki ima grad v lasti vse do danes. Raimondo della Torre je nato prevzel še ime Hofer, zato se je družina začela imenovati Torre Hofer Valsassina. V tem obdobju je grad prenehal biti utrdba in se začel razvijati v kulturno središče. Pomembno vlogo sta imeli tudi dve izjemni ženski. Ena je danes tukaj upodobljena v Lego kockah, princesa Marie von Thurn und Taxis, ki je na gradu ustvarila salon, v katerem so se srečevali pomembni umetniki, pisatelji in filozofi. Druga pa je njena mati, Teresa Valsassina, ki je prva grad oživila kot umetniški in družabni prostor. Vabila je številne ugledne goste, med njimi Franza Lista, Johanna Straussa in Marka Twaina. Franz Liszt je tudi poučeval klavir njeno hčer Marie. Med obiskovalci so bili še Paul Valéry, filozof Rudolf Kastner in seveda znameniti avstrijski pesnik Rainer Maria Rilke, ki je tukaj našel navdih in napisal del svojih devinskih elegij. Marie mu je bila v veliko oporo in je z njim ostala tesna prijateljica vse do njegove smrti leta 1926. Prav letos zaznamujemo 100. obletnico njegove smrti, zato sem ga želel posebej počastiti in vključiti v stvaritve z Lego kockami. Until his death in 1926. In fact, this year is the 100th anniversary of his death. This is why I wanted to honor him and include him, let's say, in the creations in Lego bricks. Grad v Devinu je odprt za javnost, gosti dogodke in prav gotovo je svojevrstna atrakcija to, zaradi česar smo se pravzaprav srečali z vami. V muzejskih dvoranah si lahko torej ogledamo skulpture iz Lego kock, ki so nekakšne reprodukcije zgodovinskih dogodkov, ljudi, lokacije in same zgradbe. I live in Brussels, so I took my kids and my wife to see the Napoleon's exhibition in Waterloo, where they have an amazing exhibition. Živim v Bruslju, zato sem ženo in otroka odpeljal v Waterloo na razstavo o Napoleonu. Res izjemna, zelo dobro pripravljena postavitev. Na koncu razstave pa je še en del, prav tako posvečen Napoleonu, v celoti izdelan iz Lego kock. Ko smo vstopili, sta otroka v en glas vzkliknila wow! In iskreno rečeno, sem bil tudi jaz prevzet od videnega. Tam je bil na primer Napoleonov vojak kot portret v naravni velikosti, ki ga moraš najprej gledati oddaleč, ker so podrobnosti pravzaprav najbolj vidne z razdalje. Potem pa dvorci, prizori bitk in podobno. Najbolj me je navdušil Napoleonov načrt invazije na Anglijo. To je bila maketa velika približno 3x2 metra. Nad njo so bili zračni baloni, spodaj pa ladje in seveda obala Anglije, ki je bila cilj operacije. Res izjemno. Pomislil sem, da bi tovrstni jezik, ki je pravzaprav univerzalen, lahko pomagal privabiti še drugačen tip turistov tudi v naš grad, predvsem družine z otroki. Ob tem pa moram poudariti, da so bili, potem ko smo pripravljali te postavitve, navdušeni tudi starejši obiskovalci. Skratka, pogledal sem ime avtorja Napoleonove razstave, to je bil Eric Jusset iz francoskega studia Epicure in ga poklical že naslednji dan. Naslednji ponedeljek je bil že v Devinu. Ostal je le nekaj ur, a sva se poglobljeno pogovarjala o zgodovini Devina, dogodkih in ljudeh, ki so skozi čas prihajali na grad. Pripravil je neke vrste restavracijski meni iz Lego kock, iz katerega smo zbirali predloge. Rekel je, da moraš vedno imeti en velik osrednji kos, glavno zanimivost, okoli nje pa manjše elemente. In ta glavni kos je postal kar sam grad, ki smo ga poustvarili iz 133.000 kock. Meri približno 3 metre v dolžino, 2,25 metra v širino in 1,90 metra v višino.
Skupaj s kovinsko nosilno konstrukcijo tehta okoli 600 kg. Približno 300 kg je samih kock. Nikoli si ne bi mislil, da so Lego kocke tako težke. In še 300 kg konstrukcije. And then, of course, all the metallic structure to hold this, also 300 kilos. V muzejih pogosto najdemo makete stavb, a ta, ki iz Lego kock uprizarja Devinski grad, je res nekaj posebnega. Ni igračasta, temveč izredno natančno narejena, z realističnimi barvami, številnimi sivimi in rjavimi odtenki. No, kot sva se menila, pa je grad posebej znan po tem, da je v njem gostoval avstrijski pesnik Rainer Maria Rilke, ki velja za enega najpomembnejših lirikov v nemško govorečem prostoru. Ob 100. obletnici njegove smrti ste torej tudi njega počastili s skulpturo iz kock, in to v naravni velikosti. S knjigo v roki sedi v salonu. In ob Rilkeju seveda ne moremo mimo princese Marije von Thurn-und-Taxis, ki je bila njegova tesna prijateljica. Mozaični portret iz drobnih kock celo oponaša poteze Čopiča, kot pri pravi oljni sliki. No, v zgornjih prostorih nad kaminom je še podoba vašega deda, ki mu je bilo ime Raimondo della Torre Tasso, ki je dobil navdih v družinski fotografiji posneti v malem zalivu pod gradom. Ta portret je narejen iz kock kot 3D relief, kar opazimo, ko se mu povsem približamo. Princ Raimondo, kot lahko preberemo, uteleša karizmo in eleganco 20. stoletja. Med drugim je s svojim delovanjem podprl ustanovitev Mednarodnega centra za teoretično fiziko v Trstu ter se sploh zavzemal za izobraževanje mladih in mednarodne izmenjave. My grandfather is a given because he is for me a soul of the place. I mean, he was born in the castle and he died in the castle. Moj dedek je duša tega prostora. Rodil se je in umrl v Devinskem gradu, z njim je bil zelo povezan. Marie, ki je sicer imela več posesti, pa je vedno ob prihodu v Devin rekla: končno sem doma. To je bil njen pravi dom. Žal je bila leta 1917 v Trstu in videla, kako je italijansko topništvo bombardiralo grad in ga velik del uničilo. To jo je globoko prizadelo in obnova je nato trajala več kot 10 let. Bi pa dodal še nekaj o Rilkejevem kipu. Prvotno smo imeli idejo, da bi naredili portretno sliko iz kock, vendar so me v studiu Epikir prepričali, da naredijo skulpturo. Problem je bil le v tem, da nismo predhodno videli 3D modela, ker so ga sestavili šele tukaj, na gradu. Bilo je kar napeto, do zadnjega ne veš, kaj bodo naredili. Kot otroško jajce presenečenja. Na koncu sem bil pozitivno presenečen, zelo dobro je izpadlo. V bistvu me kar vznemiri, ko vstopim v sobo in ga zagledam, ker nisem vajen, da bi kdo tukaj sedel in me gledal. Skratka, upam, da bo obiskovalcem všeč. Very happily surprised and it's really great. It's actually quite disturbing when I walk in the room and I see him because I'm not used to seeing somebody sitting down on a chair and looking at me. But yeah, I think the tourists are going to find it interesting. I hope so. Če se posvetiva še drugim skulpturam iz kock, ustvarili ste tudi znamenito spiralno Paladjevo stopnišče iz 15. stoletja. Znano je po zapleteni konstrukciji, pri kateri se kamnite stopnice medsebojno podpirajo v popolnem statičnem ravnovesju. Ime po vsej verjetnosti izvira iz podobnosti s stopniščem beneškega samostana Convento della Carità, katerega avtor je slavni arhitekt Andrea Palladio. No, zanimivo je videti, kako podrobna je na primer reprodukcija kamnitih talnih intarzij na vaši maketi. So it's a scale from 1 to 10 with respect to the original. The detail that they managed to recreate, because you have to understand. Gre za pomanjšavo približno 1:10 z neverjetno natančnostjo detajlov. Pri tem je treba videti, da Lego ponuja katalog približno 4000 različnih vrst kock in približno 300 barv.
Če ne najdeš ustreznega kosa med obstoječimi, ga moraš razviti na novo, kar precej podraži projekt. Na srečo nam ni bilo treba ničesar posebej ustvarjati, v katalogu smo našli vse. Je pa ustvarjalcem v stopnišče uspelo vgraditi razsvetljavo in elektriko res nekaj posebnega. Potem pa imamo maketo z naslovom Burja piha na pomolu svetega Karla v Trstu. Ta veter je pozimi tako izrazit, močan, da me je včasih prav strah, da bodo pod sunki popustili dimniki in se podrli. Zato sem želel burji posvetiti en del razstave, ker je pač pomemben del mojih izkušenj v gradu. Pripravili smo prikaz Trsta z morja. Vidimo Veliki trg, pa grško pravoslavno cerkev, kjer sem lani dejansko tudi dal krstiti svoja otroka. Skratka, prizor je precej igriv. Lego figurice se komaj držijo na nogah zaradi vetra. To je bil res zanimiv in ustvarjalen del postavitve. Up to Piazza Unità, and it's quite funny. You see the little Lego guys having difficulty standing because of the wind. It was quite creative. Iz cesarskega salona nato potujemo v jedilnico, kjer je iz dobrih 11.000 kock sestavljeno zasedanje ob Devinskem sporazumu, ki so ga 6. oktobra 1954 prav tukaj podpisali Jugoslavija, Italija, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike. S tem so potrdili vrnitev civilne in vojaške upravne enote cone A svobodnega ozemlja Trsta Italiji. Za družino Turn und Taxis je bil to pomemben trenutek, ker so lahko znova prevzeli svoj grad, ki je bil prej pod britansko upravo. Upravljajo ga, kot rečeno, vse do danes. Princ Dimitrij von Turn und Taxis. Ko sva se sprehajala po obzidiju, ste mi omenili, da je kar nekaj Slovencev sodelovalo pri obnovi gradu. In še eno zanimivo anekdoto ste mi zaupali. Well, the staircase inside the Roman Tower was in a bad shape. Stopnišče v rimskem stolpu je bilo v slabem stanju, predvsem zaradi vlage. Postalo je že nevarno za uporabo, zato smo ga morali obnoviti. Obrnili smo se na več podjetij, na koncu pa je delo prevzelo slovensko podjetje. Tudi polkna na zunanji strani gradu je izdelalo slovensko podjetje. Z obojimi smo bili zelo zadovoljni. In zdaj anekdota. Na vrhu rimskega stolpa imamo zvon, ki je nekoč služil za opozarjanje na nevarnost. Lesena konstrukcija, ki ga je nosila, je bila že precej dotrajana. Zato smo se obrnili na isto ekipo, ki je pred 10 leti delala stopnišče. Tudi tokrat so delo zelo lepo opravili. Po končani obnovi pa so mi poslali kuverto, v kateri so bili naboji. Izkazalo se je, da izvirajo iz dogodka leta 1945. Zavezniška enota, sestavljena iz novozelandske vojske, ki je prispela iz smeri Tržiča, je videla na vrhu gradu plapolati nemško zastavo. Stanki so začeli streljati s težkimi mitraljezi, na srečo vsaj ne s topovi. Nekdo z gradu je nato stekel po stopnicah stolpa, snel nemško zastavo in vojaki so prenehali. In tako imamo danes enega od teh nabojev. Sploh nisem vedel, da je tam, zato je bilo to kar posebno presenečenje, če ti mu lahko tako rečem. And so I have now one of those bullets which I never knew was there, but it was a very nice surprise. Oh, if you can say that, you know. Ko sva hodila proti sobi, v kateri se zdaj pogovarjava, ste žvenketali s šopom ključev in se pošalili, da je na gradu vedno težava najti pravi ključ, ker je toliko vrat. No, za konec nam, prosim, povejte, kakšna opravila vse imate kot lastnik in oskrbnik in kaj vse se na Devinskem gradu dogaja. Well, here is people management, I would say. Management means, to Moje delo tukaj zajema vodenje ljudi, pa tudi sposobnost predvidevanja. To je pravzaprav bistvo upravljanja. Veliko stvari moramo načrtovati vnaprej, še posebej pri obnovitvenih delih.
Ker lahko večino del izvajamo le po zimi, moramo vse pravočasno pripraviti, da lahko začnemo takoj po koncu sezone in smo nared do začetka nove. Seveda sta pomembna komuniciranje in povezovanje z drugimi podobnimi ustanovami, gradovi, muzeji. Imamo odlično ekipo, sam se bolj posvečam novim projektom, tudi zato, ker živim v Bruslju. Morda mi bo nekoč uspelo prepričati ženo, da se vrneva živet sem, sicer pa je naša glavna dejavnost muzejska. Poleg tega prirejamo poroke, konference in različna srečanja, čeprav jih je danes manj kot nekoč. Povpraševanje se je precej zmanjšalo. Zato razmišljamo, da bi spremenili namembnost našega konferenčnega centra in ga preoblikovali v nekaj drugega, verjetno v manjši muzej. Rad bi uredil muzej, posvečen francoskemu slikarju Françoisu Guigueju. Pri tem se zapleta, saj so za vnos umetnin v državo potrebna posebna dovoljenja. Guiguet sicer nima neposredne povezave z Italijo, vendar je treba vse postopke dosledno urediti. Poleg tega pa grad oddajamo za snemanje filmov in oglasov. Približno 2 taka projekta na leto imamo. Imamo tudi manjšo knjigarno oziroma trgovino s spominki, v bližnji prihodnosti pa načrtujemo še odprtje novega bara. Souvenir shop and I'm planning to open a new bar sometime soon, I hope. Princ Dimitrij von Thurn und Taxis, hvala, da ste nas sprejeli na Devinskem gradu. Ob tem pa lahko še dodamo, da je postavitev skulpturi iz Lego kock na temo zgodovine gradu in osebnosti, ki so tu živele, stalna. Obiskovalcem se torej ne mudi. Vsekakor velja izbrati jasen dan, saj pečina nad Tržaškim zalivom ponuja dolge poglede na Jadransko morje. Razgledi in razmisleki.